Pri pripravi programa Nove Slovenije za kmetijstvo smo sledili nekaterim statističnim podatkom, in sicer Statističnega urada iz popisa kmetijstva za leto 2010, pa tudi drugim splošnim trendom v kmetijstvu. Kot zanimivost morda samo stanje kmetijskih gospodarstev iz leta 1902, ko jih je bilo 176 tisoč, ali leta 1981, ko smo jih imeli 148 tisoč, leta 1991 jih je palo na 142 tisoč, leta 2000 86 tisoč in v letu 2010 na 74 tisoč. Seveda je število prebivalcev recimo iz leta 1902, ko jih je bilo 1 200 tisoč, in v letu 2010, ko jih je bilo 2 milijona in še nekaj, 2 milijona 50 tisoč, je zagotovo število kmetijskih gospodarstv, če primerjamo glede na prebivalstva, tukaj se pokaže neka razlika. Oziroma ta razlika, če gledamo pridelavo kmetijskih gospodarstv, se pravi samo oskrbno politiko, iz leta, se pravi pred 100 leti in pa danes, je ta razlika v samooskrbi in predelavi še toliko večja, ker imamo na eni strani več prebivalcev in pa manj kmetij. Čeprav je danes pa spet po drugi strani recimo sama kmetijska pridelava in tehnika pridelave zagotovo drugačna in donosnejša, kakor je bila pred tistim časom. Pa vendar, Nova Slovenija se je v programu zavezala, da bo samo oskrbo in pridelavo pripeljala oziroma usmerila proti 80%. Se pravi, 80% samooskrba je nek cilj, ki smo si ga zadali in ki ga s programom tudi želimo doseči. Sedaj bi pa podal še nekaj drugih podatkov, ki so potem botrovali samemu nastanku programa. Če pogledamo kmetijska zemljišča, je bilo v letu 2010 vseh zemljišč, ki so jih imela kmetijska gospodarstva, nekje 900 tisoč hektarjev. Danes v letu 2010 pa je teh zemljišč, ki jih imajo kmetijska gospodarstva, za 5% manj. Se pravi, število hektarjev kmetijskih zemljišč se niža. In seveda niža se tudi število s tem hektarjev kmetijskih zemljišč, ki so namenjena izrecno za najboljšo, se pravi, za tisto kmetijsko pridelavo, ki da na trg največ pridelkov. Tako smo recimo prišli do ugotovitve, da je pridelava vrtnin v samo 10 letih na primer upala za tretjino, kar pomeni, v letu 2010 smo imeli 1114 tržnih pridelovalcev vrtnin, medtem ko v letu 2000 smo jih imeli 1743. To je velik problem in mora biti velika skrb, da bi lahko nazaj vzpostavili rast pridelovalcev in pa tudi število površin, kjer bi se zelenjava pridelovala. Ravno tako so opazne nekatere strukture pri, se pravi, reji živine. Na primer, pri prašičereji se je tudi sama proizvodnja, se pravi, drastično znižala, in sicer je v zadnjih 10 letih se število kmetijskih gospodarstv z področja prašičereje znižalo za skoraj 41%. Se pravi, v teh podatkih so nekateri elementi, ki kažejo na izrazito upadanje, se pravi, kmetijskih pridelkov, ki ključno prispevajo k samooskrbi v Republiki Slovenije, in v kmetijskem programu oziroma programu kmetijstva Nove Slovenije bomo te probleme, ta trend z ukrepi, ki jih predvidevamo in ki jih navajamo, poskušali dvigniti samooskrbo.